Današnja 15. seja Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je imela osrednjo točko obravnavo poročila poslovnega o poslovanju zavoda v letu 2015. V okviru tega lahko z zadovoljstvom ugotavljamo, da so prihodki in odhodki zavoda tudi v letu 2015 bili izravnani. Predvsem pa zelo dobro in kvalitetno pripravljeno poročilo kaže tudi na precej tudi drugih stvari, ki so vezane na poslovanje zavoda in sploh pokojninskega sistema v Sloveniji. Prvo, kar je potrebno ugotoviti, je to, da poročilo kaže prvič neke pozitivne trende, ki so v letu 2015 se zgodili in sicer ki so vezani na to, da začne zmanjševati prispevek državnega proračuna za delovanje pokojninskega sistema, da se povečujejo prihodki v pokojninsko blagajno iz naslova plačanih prispevkov zaposlenih in tudi delodajalcev, kar pomeni, da se finančno stanje zavoda izboljšuje v tem smislu, da se zmanjšuje prispevek, potreba po sofinanciranju strani države. Naslednje, kar je tudi na področju podatkov o upokojevanju v Sloveniji, se vidi, da dejansko zakon, ki je bil sprejet pred kratkim, torej ZPIZ-2, daje učinkovite rezultate, ki pomeni, da se število upokojencev več ne povečuje v relaciji do števila zaposlenih, da se je ta trend ustavil, kar pomeni, da so učinki tukaj in da seveda so neke neposredne potrebe po nekih hitrih reformah na tem področju nepotrebne. To podatki zelo jasno kažejo. Še kar se mi zdi pomembno izpostaviti je to, da je glede obsega dela in ciljev, ki so bili zastavljeni za leto 2015, da so pri delovanju zavoda bili doseženi, da se skrajšujejo roki za obravnavo zahtevkov in da se je to doseglo tudi ob zmanjšanju števila zaposlenih. Tukaj smo upozorili na to, da bo seveda glede tega vprašanja prihajamo do ugotovitve, da bo treba narediti nek presek, neko zaustavitev tega trenda, kajti zaposleni ne morejo zmeraj več delati in zmeraj manj jih je, da prihaja čas, ko bomo morali reči, ja, treba je ustaviti zmanjšanje zaposlovanja, števila zaposlenih na zavodu, nasprotno, treba bo razmišljati, kako te ljudi tudi ustrezno nagraditi, ker ne nazadnje rezultati kažejo, da opravljajo kvalitetno svoje delo. Tisto, kar je pomembno, še posebej pomembno z današnjega sveta, je to, da smo dobili na mizo oziroma na sejo predlog Zveze društev upokojencev Slovenije za izredno uskladitev pokojnin v letu 2016. Namreč tako kot lansko leto, tudi v letošnjem letu obstaja pravna podlaga za izredno uskladitev pokojnin, ker ti vemo, da je država, torej da je vlada oziroma državni zbor z sprejemom zakona o izvajanju proračuna za leto 2016 onemogočil redno uskladitev pokojnin v skladu z 106. členom zakona. Zato je danes Zveza društev upokojencev prišla na sejo s predlogom, ki jo omogoča 430. člen zakona, da se izvede izredna uskladitev pokojnin. Formalni pogoji za to so dani, postopek je pa takšen, da mora to sprejeti svet zavoda in predlagati vladi v soglasje. Ta sklep nam je uspelo sprejeti. Na tej točki lahko izrazim le upanje, da bo letos vlada reagirala drugače, kot je to naredila lansko leto, ko dejansko ni bilo nobene uskladitve pokojnin. Upam, da bo tudi iz podatkov, ki so razvidni iz letnega poročila, ki govorijo o gmotnem položaju upokojencev, da se ta drastično poslabšuje, da pokojnine vse bolj zaostajajo za plačami in ima tukaj nenazadnje vlada v skladu z svojimi obljubami, ki so jih vodilni te stranki vlado sestavljajo dali pred volitvami, da imajo možnost na podlagi našega današnjega sklepa, da sprejmejo tudi oziroma da dajo soglasje k tej izredni uskladitvi pokojnin. Še neke točke so bile, ki so... Ja, mi smo imeli še nekaj klasičnih točk, torej imenovali smo spet nove izvedence.
Sprejeli smo tudi naš program dela za leto 2016. Mi načrtujemo 5 sej v letošnjem letu. Določili smo, kaj bomo obravnavali na posameznih sejah. Spet bomo uvrstili na svoj dnevni red problematiko letos plačevanja prispevkov, ki je še vedno problematična v tej državi, torej še zmeraj imamo preveč delodajalcev, ki ne plačuje prispevke svojim zaposlenim. Imeli smo na seji pripravljeno eno zelo dobro poročilo o matični evidenci, o postopkih, kako se vodijo podatki o zavarovancih in tukaj se stvari izboljšujejo. V preteklosti je bilo kar nekaj težav na tem področju, predvsem še iz časov, ko se je vse to delalo ročno oziroma na papirjih. Danes zavod gre v korak s časom z modernimi tehnologijami in tukaj seveda sledimo temu, da in ugotavljamo že z današnjim poročilom, ki smo ga dobili, da praktično je matična evidenca danes postavljena že tako, da se vodi sleherni podatek o posamezniku. Torej danes ni več problem, ali ima danes zavod podatke in ali jih bo imel jutri. Tisto, kar je še odprto in pa težavo včasih povzroča, so podatki iz preteklosti.